Na našem YouTube kanalu smo šli skozi več vrst počepov, nismo se še pa toliko osredotočili na sam overhead squat oziroma počep, kadar je palica nad glavo. Tako pri vseh počepih, ena stvar je ista. Bolj ko ne stojimo isto široko. Mogoče nekateri zaradi pomanjkanja gibljivosti v gležnjih, kolko ali v prsnem delu, ramenskem sklepu stojijo malenko širše, ker ravno s tem lahko kompenziramo, da palica ostane v pravem položaju, drugače pa več ali manj vse ostalo enako. To pomeni, vsak počep se začne, da grejo boki malenkost nazaj. To ne pomeni, da narediš predklon, pomeni, da grejo boki nazaj. Najpomembnejše je to, da ne daš riti ven. Boki nazaj pomeni, da hrbtenica ostane v nevtralnem položaju in od tukaj se bomo počepljeni dol. To pomeni, pa če imaš možnost, daj si weightlifting šuhe gor, razloži kasneje. Od tukaj boki grejo nazaj, palce nad glavo, se počepneš, se vstaneš. Stopala so obrnjena malenkost navzven in to je to. Zdaj, sam overhead squat. Definitivno je en izmed težjih počepov zaradi tega, ker zahteva ogromno gibljivosti skozi dejansko celotno telo. In če hočeš pač videti, ali imaš dovolj gibljivosti ali ne, za sam crossfit oziroma weightlifting, ki je simple test, zadnji palco, naredi par overhead squatov in bo rezultat tako jasen. To pomeni, rajmo gibljivost v gležnjih, rajmo gibljivost sicer v koleno tuj, ampak najverjetneje koleno ni tisti omejevalni faktor, rajmo gibljivost v kolkih, ramenskem sklepu oziroma prsnem delu hrbtenice. Dajmo si prvo pogledati, kako izgleda overhead squat. Palco naložiš tukaj, kot da bi delal back squat oziroma počep zadaj. Primeš tako široko, kot bi naj primal za snatch. Upam, da veš, kako široko je to. Če ne, pa si pogledaj še ostale naše videe. Torej, stopiš tako široko, delaš počep. Dvigneš palco nad glavo, zakleneš roke oziroma stegneš roke in slednja stvar, probaš pokazati pazduhe nekomu pred tabo. Oziroma pač obrneš komolce proti tlom. Od tukaj grejo najprej boki nazaj in se počepneš ravno dol. Tukaj moraš biti v stabilnem položaju. Od tukaj se vstaneš gor in je v bistvu to. Roke so ves čas stegnjene. Probaj razmišljati o tem, da palico vlečeš narazen, s tem bojo tvoje rame aktivne in tako ne bo prišlo do poškodb. In še enkrat, boki nazaj, počepneš in tukaj zdržiš, se vstaneš. Kar se tiče tega, kako široko moraš palico držati, je odvisno seveda od gibljivosti. Idealno je, da držiš tam, kjer delamo snatch, zato ker overhead squat je ena vaja, ki se najbolj prenese v sam snatch oziroma potek. Druga stvar pa je to, širše primeš, lažje se globje počepneš, oziroma ožje primeš, težje se globje počepiti. Takrat, ko delamo milijavžen ponovitev, sploh pa navadi pri crossfitu, je fajn, da primeš malo ožje, zaradi tega, ker tvoja zapesa ne bojo trpela tak, kot bi drugače. Definitivno neki vriz v repi kakorkoli pomagajo, ampak je to en izmed pokazateljev, da recimo, če ti že pri mali težji zapestja bolijo, da je nekje pomanjkanje gibljivosti, ker naše zapestja pol kompenzirajo s tem, da ni gibljivosti dovolj v drugih sklepih. Pomembne stvari, ne pozabiti, pete mora biti ves čas na tleh, kolena mora iti v smeri stopal, prsa čim bolj pokončno. Najpogostejše napake so seveda to, da ko je palca nad glavo, gre rit preveč nazaj in izgleda to tak, da se ne počepnemo dovolj nizko, kar je seveda lahko razlog torej same gibljivosti, oziroma da ni v ramenskem sklepu zunanje rotacije, ker ravno zaradi tega ravno tako lahko samo narediš aktivne lopatice, aktivne rame in tako ne bo prišlo do poškodb. Sploh kadar delaš snatch, ki je gib dosti bolj aktiven, ne smemo biti v notranji rotaciji v ramenskem sklepu. Ali pa da greš na prste. Še ena stvar, ali pa da greš enostavno na prsta, da hočeš ostati čim bolj pokončno. Teda, to so te stvari, ki se jim pač je potrebno izogniti, da lahko ostaneš varen in da dejansko lahko delaš vajo tako se spodobi. Zdaj, seveda,
Če se ne moreš dovolj nizko počepniti, ugotoviš, da pač imaš nekje restrikcije oziroma probleme s gibljivostjo, pa da lahko overhead squat delaš, ampak mogoče recimo samo do sem, pa nazaj gor. Vse ostalo ostane enako. Komolci so stegnjeni, zunanje rotacije, pokažeš pazuhe, komolci gledajo dol, boki grejo najprej nazaj in se počepneš kak nizko gre s pravilno tehniko. Sam vem, da sem začel najprej z 20 kilami, ker enostavno več nisem zmogel, ne zaradi moči, ampak zaradi same gibljivosti. Zato delaj na gibljivosti, da boš lahko dejansko več overhead squata naredil, snatcha in milijavžen drugih vaj. Zdaj, ko smo že pri gibljivosti, mi smo naredili eno funkcionalno kliniko, s tem reče, kjer gremo skozi vsak sklep posebej in ugotovimo, ali je tukaj kakšna omejitev in katere vaje so primerne za sam stretching, raztegovanje, oziroma mobility, valčkanje, z žogico delo in Level Up funkcionalna klinika, če te zanima, si poglej. Drugače pa tukaj so ene trije najpogostejši stretchi, ki jih lahko pač delaš in seveda pač, če imaš problem z gibljivostjo v tem določenem sklepu. Zdaj, če pogledamo samo overhead squat. Poštejo pridejo seveda gležnji, zato tisti, ko imamo weightlifting šuge, malo s tem švinglamo, ker pač je enostavno peta podložena. Seveda, rajemo gibljivost s koleno, ampak pač koleno gre v tej smeri, tako da tukaj najverjetneje res ni nekih večjih restrikcij. Potem sam kolk, da lahko gre v koleno ven, da se lahko počepnemo, to je dovolj globoko. In seveda prstni del, ramenski sklep, ramenski obroč, da lahko palco držimo suvereno nad glavo, stabilno nad glavo in se počepnemo dol in gor. Gre se gledati 3 vaje. Prva vaja za gležnje, čisto simpel stvar. Neka štanga, bilo kaj druga, peto pražati, dokaj blizu štange, se zravnaš in pač tukaj držiš. Okay? To je stvar za gležnje. Zdaj, čisto en taki simpel test, da ugotoviš, ali imaš dovolj gibljivosti v gležnjih ali ne, noge skupaj, počepni se dol in načeloma bi mogel tukaj ostati. Če padeš na rit, pomeni, da nimaš dovolj gibljivosti. Druga stvar, kolki, temu naslednji vaji se bi rekel groiner stretch, je dokaj simpel, dokaj intenzivna vaja, dela levo in desno nogo hkrati, zgleda pa tak. Ena noga, oziroma sprednja noga, naj bo tukaj 90 stopinj, oziroma ne 90 stopinj, naj bo tukaj 90 stopinj, to pomeni, da imamo tukaj navpično, zadnja noga gre nazaj, zadnjo nogo, oziroma tisto ritnico, stisnemo in potisnemo boke proti tlom, trup je čim bolj zravnan in malenkost lahko z to sprednjo nogo še potisnemo ven, stopala na tleh in zadržimo par sekund in sprostiš. In ponoviš to parkrat in moraš čutiti, kako te recimo v levi nogi oziroma sprednji nogi razteguje tukaj in dejansko v tisti zadnji nogi tu spredaj, kjer so fleksori kolka. In enostavno bi mogla biti stvar malenkost lažje narediti za počep. Sedaj pa sam ramenski sklep. Lahko pravimo valček. To. Da povečamo gibljivost v prsnem delu hrbtenice, bomo pravili narediti naslednjo stvar. Se vležeš na valček, roke prekrižaš in od tukaj vsako vretenco posebej. Probaš sploščiti oziroma zgladiti, ker nekateri že sami po sebi so taki. V prsnem delu hrbtenice nima dobene ekstenzije. Ravno iz tega dela pravimo spraviti našo hrbtenico bolj neutralni položaj in s tem si bomo pomagali. Vrtenca in se pravimo zviti preko. Ne v ledvenem delu, okay, ampak v prsnem delu. To so zgolj mali premiki. Naredimo to 3 do 5 krat na enem vrtencu, se pomaknemo malenkost više in spet probate biti čim bolj sproščeni. In greš vse tu čim više, koliko lahko. Telo je recimo vaja za ekstenzijo v prsnem delu hrbtenice, za samo ekstenzijo oziroma pridobitev gibljivosti v ramenskem sklepu. Pa lahko uporabimo dokaj podobno stvar. Vzamemo palco, valček, se vležemo dokaj podobno tako kot prej. Primemo palico recimo tam, kjer bi držali za overhead squat ali pa celo malo ožje. In probamo potisniti boke čim niže, brez da se v ledvenem delu zvijemo. In definitivno bi mogli čutiti raztezanje v ramenskem obroču. Okay? Probamo držati par sekund, malo popustiti, na to spet.
In s časoma, res s časoma, skozi mesece, dejansko lahko vidiš napredek in overhead squat bo globi, lažji in definitivno bolj varen. Če imaš kakšno vprašanje, predlog za naslednji video, mi piši na info@levelup.si. Če ti je bil video všeč, klikni like, komentiraj pod video in ravno zaradi tega bo naš YouTube kanal rastel in se vidimo v naslednjem videu.